Pozdravljeni. Charles Leclerc je pred nekaj urami podaljšal pogodbo s Ferrarijem in kot običajno si bomo danes pogledali vse tisto, kar se zanimivega skriva v ozadju. Podaljšanje pogodbe med Charlesom Leclercem in skuderijo Ferrari je bila po svoje sama po sebi umevna. Namreč po eni strani Charles Leclerc ni imel nekih pametnih alternativ za obdobje po sezoni 2024. Prevedeno, nobena izmed glavnih ekip ni imela prostega sedeža prvega voznika in biti prvi voznik je prioriteta Charlesa Leclerca. Če se malce ozremo naokrog, bomo takoj ugotovili, da v teoriji edini prosti sedež s takim statusom bi bil tisti pri Aston Martinu. Ampak po drugi strani tudi skuderija Ferrari ni imela na obzorju nekega voznika, ki bi zapolnil praznino Charlesa Leclerca. Ferrari ni ekipa kot vse ostale. Rabi nekega junaka, rabi neko figuro, ki bo zadovoljila velike množice navijačev ter podpornikov. In zato je logično, da so dobili skupni jezik. Čeprav gre za neke vrste kompromis, kjer bomo videli, da nihče od vpletenih ni bil popolnoma zadovoljen. A pojdimo po vrsti. Namreč v tistih razglasih, ki so bili izjemno pompozni, smo lahko mi, navdušenci, zapazili, da manjka kar precej podatkov. Pri podaljšanju katerekoli pogodbe je pomembno vedeti dve stvari, namreč za koliko časa se podaljša pogodbo in za koliko denarja. Konec koncev, količina denarja za nas, navdušence, niti ni toliko pomembna, namreč gre za vsote, ki jih večina izmed nas nikoli ne bo videla. Ampak pri trajanju je pa potrebno biti pozoren na marsikaj. Namreč gre za dvoletno, troletno, 2+1 ali kakršnokoli formulo so si že izbrali. Namreč tega podatka pri Ferrariju niso razkrili. Odkrito so govorili o večletnem dogovoru, ampak kaj to pomeni, si lahko predstavlja vsak sam. V preteklosti sem že pripravil prispevek, kjer sem izrazil tisti sum, da pri skuderiji Ferrari si želijo imeti Charlesa Leclerca v bistvu do sezone 2029. In seveda to obdobje je izjemno dolgo in tudi Charles Leclerc si verjetno želi prvič konkurenčnega bolida ali pri skuderiji Ferrari ali pri kakšni drugi ekipi. Če prebiramo razne članke, ki so objavljeni na spletu, bomo dobili neko skupno točko. Vsi avtorji navajajo, da verjetno, in poudarjam verjetno, sta Charles Leclerc in skuderija Ferrari pogodbo podaljšala za 2 nadaljnji sezoni. Ne vemo, če po teh 2 letih obstaja opcija in ne vemo, kakšna je ona klavzula, ki vodi v razdor pogodbe brez kakršnih koli penalov. Naprimer, v skoraj vsaki pogodbi v Formuli 1 je točno zapisano, da naprimer, če ekipa ne doseže določenega mesta med konstruktorji, lahko voznik brez kakršnih koli težav razdre pogodbo in obratno, če voznik ne doseže nekih vnaprej določenih rezultatov, lahko ekipa prekine sodelovanje z njim. Ne vemo. A vsekakor imeti voznika v sezoni 2025 in 2026 je logično. Vmes bo prišlo do spremembe pravil in že tako ali drugače bomo videli veliko revolucijo, kar se tiče tehničnega dela v ekipi, ni potrebno tu pridodati še tistega človeškega faktorja. Glavno je vedeti,
s kom se bo delalo, kako se bo obnašal bolid. A v samem sestavku, ki govori o podaljšanju pogodbe s Charlesom Leclercem, smo kot običajno morda naleteli na tiste točke, ki z realnostjo so precej skregane. In tu se moramo ustaviti pri njih. Namreč v samem zapisu Scuderie Ferrari bomo ugotovili, da Charles Leclerc do tega trenutka je dosegel prav tako število najboljših štartnih položajev kot ta gospod na sliki. In govorimo o Nikiju Laudi. In seveda pred njima je samo Michael Schumacher. Konec koncev, Niki Lauda pri Scuderii Ferrari je bil manj sezon, odpeljal manj dirk, dosegel 2 naslova svetovnega prvaka med vozniki in primerjava med Charlesom Leclercem in Nikijem Laudo si meni osebno zdi neumestna. Gre za neko statistiko, ki konec koncev nima nobenega pravega pomena. Po drugi strani, Charles Leclerc je v Ferrariju dosegel 5 zmag. Prav toliko kot ta gospod tukaj. In govorimo o Gerhardu Bergerju. Seveda gre za enega izmed legendarnih voznikov Scuderie Ferrari, ampak vseeno ni na nivoju, na primer, Nikija Laude. Ampak o tej podobnosti nihče v članku Scuderie Ferrari ni spregovoril niti besede. Ne smemo pozabiti še na eno dejstvo, ki je v mojem osebnem mnenju bistveno. Ukolikor je Charles Leclerc podaljšal za 2 sezoni, bo v Scuderii Ferrari polnih 9 sezon. Pred njim samo Michael Schumacher z 11. In vsakdo izmed nas se sedaj lahko začne spraševati, kaj je dosegel Michael Schumacher v izjemno dolgem obdobju in kaj Charles Leclerc. Ne govorim, da monaški voznik mora doseči ali preseči tisto, kar je pokazal znameniti Nemec, ampak kljub vsemu njegov seštevek je bistveno nižji od tistega, ki smo ga videli pri legendarnem nemškem šampionu. In verjetno marsikdo se sedaj sprašuje, zakaj pri Scuderii Ferrari tako vztrajajo pri samem Charlesu Leclercu, zakaj nimajo nobene alternative, zakaj v resnici se ne trudijo dobiti nekoga drugega, nekoga, ki bo lahko zapolnil to vrzel, ukolikor pride do kakšnega razdora. V samem članku je zapisano, da Charles Leclerc je v okviru tiste Ferrari Driver Academy od davnega 2016. In ja, Charles Leclerc je produkt Ferrarija. Na začetku njegove kariere so vlagali denar vanj, zato v prvih sezonah njegova plača je bila izjemno nizka. In s tem, ko ga postavljajo v vlogo prvega voznika, po svoje tudi opravičujejo obstoj Ferrari Driver Academy. In bodimo iskreni, ta šola v preteklih sezonah, razen Leclerca in Julesa Bianchija, ni pokazala nekih velikih talentov. Pa ne govorimo samo, na primer, o Miku Schumacherju. Tudi Giovinazzi je nekako izkoristil ugodnosti tega programa in lahko bi šli nazaj v nižje formule ter dobili veliko število voznikov, ki na koncu niso opravičili zaupanja. Če smo pravzaprav iskreni, tudi mlajši brat Charlesa Leclerca, Artur, je izgubil svoje mesto v Ferrari Driver Academy. In to je signal, da pravzaprav ta vozniška šola krči svoja sredstva. Sedaj lahko smo razumeli, da podaljšanje pogodbe Charlesa Leclerca s Scuderijo Ferrari je bilo samo po sebi umevno, da ne rečem nujno. A konec koncev ne Ferrari, ne Leclerc ni dobil tisto, kar je v resnici želel. Gre za nek kompromis, kjer sta obe strani nekako nezadovoljeni. A za danes, za ta kratek pregled, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.